Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Majih. Ko govorimo o Majih, si zamislimo visoke piramide, skrivnostne hieroglife in neskončne džungle. A ne smemo pozabiti, da so Maji bili tudi mojstri v ustvarjanju neverjetnih civilizacijskih dosežkov, katerih propad je bil skoraj tako dramatičen kot Igra prestolov. Skočimo v svet Majev, kjer je astronomija, matematika in čokolada združena v eno epsko zgodbo. Gradbeni podvigi. Ko piramide rastejo hitreje kot plevel. Maji so bili znani po svojih neverjetnih gradbenih podvigih. Njihove piramide, templi in palače so bili tako impresivni, da bi še današnji arhitekti zardevali ob misli na njihove projekte z njihovo tehnologijo. Mesto Tikal, eno največjih in najpomembnejših majskih mest, je imelo več kot 3000 zgradb. Čeprav nimamo fotografij iz istega časa, so ruševine dovolj, da nam vzamejo sapo. Maji so bili tudi matematični geniji. Kdo rabi kalkulator, če imaš Maje? Preden so moderne šole začele strašiti otroke z matematičnimi testi, so Maji že obvladovali kompleksne matematične sisteme. Ustvarili so tudi enega najnaprednejših koledarjev na svetu, znanega kot Dugi števni sistem. Izumili pa so tudi koncept ničle. Torej, če imate težave z matematičnimi nalogami, samo pomislite, če so Maji to zmogli brez modernih učbenikov, potem lahko tudi vi. Maji so bili tudi astronomski mojstri. Če bi Maji imeli dostop do današnjih teleskopov, bi bili verjetno še bolj navdušeni nad astronomijo. Bili so pravi zvezdni detektivi, ki so opazovali in beležili gibe planetov, Sonca in Lune z natančnostjo, nad katero je osupnila tudi NASA. Njihova astronomska opazovanja so bile tako natančna, da so lahko napovedovali sončne in lunine mrke, kot bi napovedovali vremensko napoved za naslednji torek. In to vse brez Googla ali ChatGPT-ja. Hrana bogov, seveda čokolada. Preden se je čokolada znašla v obliki tablic v naših trgovinah, so Maji že uživali v tej božanski hrani. Njihova čokolada ni bila le sledica, temveč prava energijska bomba, ki so jo uporabljali predvsem med verskimi obredi in pri trgovinskih poslih. Ko so prvi Evropejci prišli v stik z majevsko čokolado, so si verjetno mislili, da so našli sveti gral sladic. Kljub vsem svojim dosežkom so Maji doživeli enega najbolj skrivnostnih in dramatičnih propadov v zgodovini. Razlogi za njihov propad so še vedno predmet razprav med zgodovinarji, vendar pa se najpogosteje omenjajo okoljski dejavniki, družbeni nemiri in vojne. Predstavljajte si, da je vaša civilizacija kot popoln recept za torto. Imate vse sestavine, znanje, tehnologijo in vire, a na koncu pride do katastrofe in se torta sesuje. Okoljske spremembe, suše in preveč vojn. Maji so bili izjemno odvisni od kmetijstva, še posebej od predelane koruze. Ko so se podnebne razmere spremenile in so nastopile dolgotrajne suše, je pridelava hrane upadla. Brez koruze so bili Maji kot ribe brez vode, lačni in brez upanja. K temu dodajte še stalne vojne med različnimi majevskimi mesti in imate popoln recept za katastrofo. Notranji nemiri, politične spletke in socialni kolaps so skupaj z okoljskimi spremembami prispevali k temu, da so Maji zapustili svoja velika mesta. Da pa situacija ne bi bila dovolj tragična, so Maji posekali ogromne površine gozdov na polotoku Jukatan, da bi ustvarili prostor za svoja mesta in kmetijske površine. Čeprav so to počeli z namenom, da bi izboljšali svojo pridelavo, je to uničevanje gozdov le še poslabšalo njihove težave. Brez gozdov, ki bi zadrževali vlago in varovali zemljo pred erozijo, so Maji ostali brez ključnih virov, ki je le še pospešila njihov propad. Neverjetna dogajanja, ki še danes osupnejo. Poleg zgoraj omejenih dosežkov so Maji razvili tudi napreden sistem pisave. Njihovi hieroglifi so bili tako kompleksni in bogati, da se niti naši emotikoni na telefonu ne morejo meriti z njimi. In ljudje bomo najverjetneje potrebovali še nekaj stoletij, da bomo razumeli njihovo pisavo popolnoma. Svoje znanje so Maji zapisovali na ročno izdelanih knjigah iz ljublja. Imenovali so jih kodeksi. Čeprav je večina teh kodeksov uničena, so tisti, ki so preživeli, ključnega pomena za naše razumevanje majevskega sveta. Njihova umetnost je prav tako neverjetna.
od skulptur do keramike. Maji so imeli izjemen občutek za detajle in estetiko. Njihove umetnine niso bile le lepe, temveč tudi polne simbolike in zgodovinskih zapisov, kar jih dela še bolj fascinantne. In čeprav ta trditev morda ne ustreza vsakdanjim idealom sodobne farmacije, so Maji žvečili kokine liste. Ti listi so jim dali dodatno energijo in so jih uporabljali pri raznih obredih. Kokine liste so uporabljali na način, ki je bil precej podoben današnji uporabi kave, kot pomoč pri ohranjanju budnosti in vzdržljivosti. Za konec pa, kaj se lahko naučimo od Majev? Torej, kaj nas lahko nauči ta epska zgodba o vzponu in padcu Majev? Najprej, da so bili izjemno inovativni in napredni za svoj čas, vendar so bili tudi zelo občutljivi na spremembe v okolju in družbi. Njihova zgodba je opomin, da nobena civilizacija, ne glede na njene dosežke, ni imuna na propad, če ne skrbi za trajnostni razvoj in družbeno stabilnost. Maji so zapustili zapuščino, ki še danes navdihuje in osuplja. Čeprav so njihova velika mesta danes prekrita z džunglo, njihovi dosežki še vedno žarijo skozi zgodovino. In če vas zdaj zanese v Srednjo Ameriko, si vzemite trenutek in si zamislite nad tem, kako je ta neverjetna civilizacija nekoč cvetela sredi džungle, ker danes stojijo le še ruševine. In ne pozabite, naslednjič, ko boste uživali v koščku čokolade, si zahvalite Majem. Konec koncev brez njih bi bil svet brez čokolade res dolgočasen kraj. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.